Pozdravljeni v drugem delu tutoriala o Terra Firma Craft. V prejšnjem delu smo videli, kako preživeti prvo noč, zgradili smo si hiško, spoznali osnove vmesnika Terra Firma Crafta. Danes bomo govorili o hrani. Kot smo že povedali, obstaja več vrst hrane, sadje, zelenjava, žitarice in tako naprej. Danes bomo se malo sprehodili okoli naše hiške, probali poiskati nekaj hrane. Je pa res, da v Terra Firma Craftu, če si damo seme enako, se hrana ne ustvari na istih mestih. Kar ne velja za rudo, ruda se zmeraj ustvari na istih mestih. Tako da živali pa hrana se mora iskati dobesedno, kjer jo bomo pač našli. Ker tudi če boste igrali to seme, ko sem vam predlagal, ne bo hrana na istem mestu. No, pa začnimo. Kot vidimo, smo lačni. To so ti balončki okrog nas. Zelo počasi razbijamo te kocke. Tako da najboljše, da se odpravimo malo. Tamle že vidimo nekaj. Zdaj, povedal sem, da ne moramo buče. Buče bomo pobrali, ker jih bomo rabili. En zelo zanimiv trik v Terra Firma Craftu, kot vam bom razložil potem, ko pridemo nazaj v našo hiško. Zdaj smiselno bi bilo, da pač najdemo nekaj hrane, da bomo tudi te buče lahko malo hitreje razbijali, ampak to zdaj ni pomembno. Buče same po sebi kot hrana ne igrajo nobene vloge. Zdaj v navadnem Minecraftu smo lahko delali bučno juho ali mislim nekaj takega, pito ali kaj že. Tu v Terra Firma Craftu tega ne moramo narediti. Nimajo neke vrednosti kot hrano. Ima pa eno drugo zelo pomembno vrednost, ki jo bom razložil malo kasneje. Tole mislim, da je koruza. Zdaj, tale koruza, samo da vidim, če je to. Ja, maize, koruza. Koruza, kot vidimo, tale še ni zrela, zato iz nje nismo dobili nobene hrane, ampak dobivamo samo semena. To bomo pobrali. Tako v navadnem Minecraftu se tudi v Terra Firma Craftu lahko sadijo vse rastline, kar jih poberemo, in je tudi malo bolj zakompliciran sistem. Ne samega sajenja, ampak pobiranja, obdelovanja zemlje je tudi malo bolj razširjen pojem v Terra Firma Craftu. Torej, našli smo našo prvo seme, kar je koruza. Aha, tule je že nekaj izgleda, da bo pa tale. Ja, zrela. Tu že smo dobili nekaj. Zdaj pa, koruzo smo pobrali. Ne, nismo. Maize. Ja, samo semena smo pobrali, nismo nič dobili za jesti. Tamle gor vidimo neko žito. Zdaj, če ne bomo našli nekaj za jesti, tudi nič hudega, pač bomo, ker od začetka igranja Terra Firma Crafta pač ne rabimo neke hitrosti kopanja oziroma ja, tudi samo seme. Ne rabimo neke hitrosti zdaj še zaenkrat, ker
še nimamo orodij za kopanje, pa tudi ne rabimo, ne splača se, zelo še zaenkrat, če ne bomo naredili. Tamle pa vidim, da nekaj že raste, neka hrana, to pa mislim, da je korenje. Ja, to ne vem, a sem povedal v prvem delu, to korenje pač zgleda tako, ker imam naložen en skin, bom ga dal tudi v opis, kje se to da dobiti. V redu, zdaj smo dobili korenje. Kot vidimo, tole korenje ima dve črte, zeleno pa belo. Ta zelena črta pomeni, kot vidimo, tule je amount, oziroma bela črta je amount, 30,2 oz, to so ameriške enote za težo. Največ je lahko 160. Zdaj, kot vidimo, smo dva korenja pobrali, združimo jih lahko skupaj do 160 oz. To je fajn, da nam ne zaseda toliko prostora v tem inventarju. Zdaj bomo se najedli, ker ta zelena črta, ko jo vidimo na vrhu, začne kopneti s časom, to pa pomeni, da se hrana lahko pokvari. Sčasoma se pokvari in moramo se da tudi potem obrezati z nožem in izgubimo tisto težo, kakor je pokvarjenega, jo izgubimo in tistega se pač ne da pojesti, ne. Tele prepadi so zelo nadležni. Moramo paziti na te prepade, če pademo noter, pa če pregloboko smo adijo. Zdaj, ko pač igramo ta survival, če umremo, se pač pojavimo zopet nazaj tam, kjer smo se na začetku igre ustvarili oziroma pojavili. Če pa igramo, ne vem, kako se že reče, še tretji obliki, Nightmare ali nekaj takega, ne vem. Če pa tisto igramo, pa kakor nas enkrat ubijajo, je igre konec. Tistega jaz tudi nerad igram. Je pač malo preveč zapleteno. Aha, tole je ruda, ki se reče bizmut. Bomo si jo označili. Add bizmut. Na strani Wikipedije oziroma na wiki Terrafirma Crafta se tudi da videti je neka tabela. Kot vidimo, tole kamenje je bazalt. Vsaka, tole bom dal, tako da nam ne bo čas šel, da razložim. Tale bazalt je kamnina in jih je v Terrafirma Craftu kar nekaj. Na Wikipediji obstaja tabela, kjer se lahko vidi vse vrste teh kamnin in katere rude se vse ustvarjajo v tistih kamninah. To je zelo pomembna tabela, da vemo, kaj lahko pričakujemo na tem področju, kjer se pač sprehajamo. Kot vidimo, če pogledam v to tabelo, je bazalt, se lahko ustvari noter svinc, galena, kar v Terrafirma Craftu ni uporabna, potem hematit, to je železo, native copper, baker, potem native gold, zlato in pa tetrahidrit, baker tudi. Zdaj, če pogledamo tale, ko nam po tleh leži native copper, baker, ta se ustvarja v bazaltu, ker vsak svet v Terrafirma Craftu ima 3 plasti, zgornjo, srednjo in spodnjo. To pač seme določi, katere plasti se kje nahajajo. Mi zdaj ne moramo sicer ugotoviti, katera je srednja in katera je spodnja plast, zaradi tega, ker nimamo še krampa in ne moramo kopati globoko. Vsaka plast pa je nekje 50 blokov visoka. To pomeni, da v spodnjih plasteh se tudi ustvari ruda,
ampak moramo prav ugotoviti, katera plast je to, pa katera ruda se lahko not nahaja, da lahko iščemo. Če potrebujemo, kjer se bo kasneje videlo. Ne? Dobro. Tule smo spet najdli baker, ga bomo pobrali, ker ga bomo rabili kasneje. Pa si bomo tudi ta del označili. Tule nekje sredina, waypoints at baker. Ok, tamle sem videl, je neka grmički, to je jagodičevo je pa točno wintergreen, zimzelene jagode, pač to, ne spoznam se to nekaj ameriške izraze, jih bomo pobrali. Tamle so tudi buče, vse buče zaenkrat imamo zadost, kolikor jih bomo rabili. Tamle vidimo še koruzo tudi pobrali. Zdaj, od začetka igra Terra Firma Craft je pač bolj raziskovanje, bolj ogromno je skakanje okrog sem tja, da si pač ustvarimo neko preživetje z hrano, z začetnimi surovinami, tako da je kar nekaj od začetka letanja okrog. Ne? Zopet baker, pobiramo. Zdaj, ruda. Ta ruda, ko leži po tleh, je mala in če pogledamo v inventar, je to Native Copper Nugget in če pritisnemo Shift oziroma katero tipko imate določeno, je units 10. 10 enot ima ta baker. Za eno orodje, rečemo eno sekiro, en kramp, en kladivo, rabimo po 100 enot. To pomeni, da rabimo v začetka pobrati 10 teh rudic, ko po tleh ležijo, da dobimo to je pa hematit, da dobimo eno orodje. Hematit, to je železo, to se bomo tudi tule nekje označili. Waypoints, add železo, bomo dali hematit. Zdaj železo je, rečemo, bolj konesivo. Tam na vrhu, ko smo najdli baker, si bomo pa označili baker. Mislim, da že postaja pozno. Tule nekje je baker. Waypoints add baker. Takole. Tole koruzo še hitro poberemo, pa črta nazaj domov. Zdaj hrane, kot same hrane nismo kaj dosti dobili, tudi korenček še imamo. Bo za nekaj časa to trajalo, ampak moramo si pa narediti za naprej zalogo, da bomo imeli kaj za jesti. Zdaj, dom je, kot se meni zdi, v tej smeri nekje. Tam si bomo tudi označili dom, tako da bomo za drugič vedeli, ko bomo šli malo dlje, da bomo vedeli, kam iti nazaj. Že tema gre tu je, tako da hiter.
Na tej minimapi, ko vidite te rdeče krogece, kot sem že prej povedal, da so to sovražniki. Tamle se že ustvarja eden, bežmo. Niso čist, kot vidite, tale na levi je čist rdeč, oni so pa bolj medli. To pomeni, da so pod zemljo nekje. Ker tudi v Terra Firma Craftu se ustvarjajo jame. Nekatere so odprte, tako je tale naprej, ta lunca, ko se vidi ta črna. To je jama oziroma prepad. So pa tudi jame od spodaj v podzemlju. Zdaj, kaj narediti s temi semeni? Prvo bomo dali tule grmičke. Jih bomo kar posadili tule nekje si. Tule bo tak prostorček. Takole. In zdaj si bomo naredili motiko. Recept za motiko je dokaj enostaven. Takole. In si jo izdelamo iz palce in iz glave motike. Zdaj, sajenje je enako kot v Minecraftu, zraven vode. Z desnim klikom si naredimo polja. Isto v tem Terra Firma Craftu kot v Minecraftu je orodja slabijo. Kot vidimo, nam bo tele motikce kmalu zmanjkalo. Najboljše pa, da kar naredimo si polja, pa uporabimo tole motikco, da nam ne zaseda prostora v tem inventarju. Zdaj, kot vidite tule okrog nas, se zdaj zaenkrat ne ustvarjajo ti sovražniki, ker če preživiš na enem prostoru, vsaj mislim, da 10 ur, se tam sovražniki ne pojavljajo. To je fajn za začetek igranja, da imamo mir delati okrog hiše. Tak, nasadimo na polja vse, kar smo pobrali, ker nekaj smo pobrali, nekaj bo zraslo. V redu. To, tale drevesa, dajmo gor pa jih posaditi. Takole. Zdaj pa buče, ko smo pobrali. Kot vidite, tele bakle gorijo. Ampak mislim, da bakla kot sama gori samo 2 dni, pa ugasne. Če ugasnemo baklo, razbijemo, jo zgubimo. Če pa gorečo, jo pa lahko poberemo. Tako da bomo tele zdaj pobrali. Bakle. Takole. Pa bomo dali buče, pa bakle. Dobimo pa to Halloween bučo, ko sveti. In te Halloween buče ne ugasnejo, gorijo skozi. Ker jo postavimo gor, gori skozi. To je kar dobra zadeva v Terra Firma Craftu, da nam ni treba vsakokrat, ko bakla ugasnejo, nazaj prižigati. In dobro, malo smešno zgleda, ampak dobro sveti pač. Je pa tudi recimo v sveti pa tudi od zunaj, tako vidimo, zdaj smo kar celo hiško se razsvetlili, kar je tudi fajn, če bomo slučajno ki zalutali, da vsaj se svetlo videlo. Smo pa rekli, da bomo tule dali še eno
točko si, dom naš, evo. Da si bom pa jaz označil kar belo. Zakaj si te barve označujem na zemljevidu je, ker če vidimo tule gor, ko nam kaže smerokaz, kjer je, vem že približno, mi ni treba iti iskati na ta spisek teh, že približno vidim, kje je, tule je baker, tu je baker, tule je bizmut, tule je železo, dom je pač tu. Vso hrano, kjera se pridela oziroma pobere, se da nasaditi in potem je pač treba počakati, da to zraste, lahko beremo. Je pa res, da po zimi veliko hrane po zimi zmrzne in jo moramo pred zimo pobrati. Zdaj problem pri hrani, nabiranju hrane je, boljše nekaj hrane si pustiti v semenu, kot pa vse nasaditi, ker hrana gnije počasi. Zdaj, če pogledamo tole našo korenje, že vidimo, še ni začel gniti, napiše decay in začne gniti, verjetno zelo, če ga bom malo pojedel. Ne, ni še začel. V glavnem začne hrana gniti. Če bomo si nasadili vseh 200 semen, kolikor jih bomo nek nabrali, nam bo vse naenkrat zraslo in bo treba pobrati pred zimo, ne? Drugače bomo izgubili. Če bomo vse naenkrat pobrali, ko bomo imeli to hrane, nam bo vse skupaj zgnilo, ne? Da se pa tudi hrana bolj zaščititi oziroma pred gnitjem. Dober, fajn bi bil hladilnik, ampak hladilnika pač od Terrafirme Craftu ni. Zato bomo dali tule ogenj, noter bomo dali eno poleno, ga zakurili, pa bomo dali korenje noter. Vidimo, zdaj je tule še cold in zdaj s tem, ko se bo ta pač naše ognjišče razgorelo, bomo to korenje spekli. Dobro, zdaj v resnici ne vem, kako je pečeno korenje, mora biti kar dober. Je pa, če ga zdaj vzamem ven iz ognja, nisem naredil nič, ker še ni kuhano. Oziroma pečeno, napiše se pa tule zraven, ko piše carrot, se napiše, evo, cooked carrot, kuhano korenje. Je več vrst, light, medium, pa well done, ali kak je že, ne vem. Pri mesu je tako, da imamo tiste dark. Zdaj, če bi pustil korenje noter, če tale rdeča pride do konca, ga zgubimo, zakurimo, kar je logično, ne. Vso zelenjavo lahko spečemo, ne moramo pa peči, rečemo, te žitaric, mleka, drugače pa meso, zelenjavo, sadja tudi ne moremo, mislim, da ne, nisem pa probal. Bomo verjetno probali enkrat v nadaljevanju. Zdaj, ko imamo to korenje, vidimo, da je pečeno in bo tudi bolj počasi gnilo. Tako. V redu, ura bo zjutraj. To je bilo za danes, za ta tutorial o hrani vse. Kar se še ostalega tiče, kar sem pozabil, kar nisem razložil, bomo v tekom naslednjih tutorialov. V naslednjem tutorialu bomo pa razložili prvo orodje, oziroma kar smo do zdaj bakra nabrali. Prvo orodje definitivno bo iz bakra. In ko bomo naredili prvo orodje iz bakra, bomo tudi vstopili v bakreno dobo. To je bilo za danes vse. Z vami sem bil Andrej. Vidimo se v naslednjem tutorialu. Čau, čau.